Prva septembrska nedelja ni minila samo v lepem, sončnem vremenu, temveč tudi v znamenju kasaštva oziroma največjega kasaškega dogodka v Sloveniji letos, 25. kasaškega derbija. Gre za najbolj prestižno tekmovanje v tem športu. Na štartu so namreč 4-letni konji kasači, ki se pomerijo na 2600 metrov dolgi progi. Tekmovanje je potekalo na ljubljanskem hipodromu Stožice, kjer se je zbralo več kot 1000 gledalcev, vseh starosti, poznavalcev in nepoznavalcev tega športa, ki povezuje človeka z živaljo, s konjem. Organizator Kasaški klub Stožice je poleg 9 dirk pripravil tudi pester spremljevalni program, kjer je bilo poskrbljeno za veselje najmlajših. Ti so imeli na voljo igrala, delavnice pionirskega doma, lahko so jahali ponije, se popeljali za pravljivčkom, si ogledali starodobne avtomobile, starejši pa so poleg stav in bogate gostinske ponudbe spoznali tudi turistične in kulturne znamenitosti nekaterih slovenskih občin. Nedeljsko popoldne v zeleni oazi slovenske prestolnice je bilo vsekakor za vsakega obiskovalca zelo prijetno. Zato tudi ni bilo čudno, da so se na častni tribuni znašli številni županje. Manjkal pa tudi ni ljubljanski župan Zoran Janković. Kasaški šport postaja vse bolj popularen v širši javnosti. Še vedno pa ostaja velika neznanka, za kakšen šport gre, za kakšno povezavo med človekom in konjem, v čem je čar tega tekmovanja. To nam je pomagal razkriti eden izmed uspešnejših slovenskih kasačev voznikov, Robert Hrovat. Robert izhaja iz družine, kjer se kasaštvo prenaša iz roda v rod, ali po moški ali po ženski strani. Družina Hrovat je tudi edina družina v Sloveniji, kjer so oče in oba sinova zmagali v kasaškem derbiju. Oče sedaj ne tekmuje več, zato pa je uspešen kasač tudi Robertov brat Janez. Robert je priznal, da je brat boljši od njega, vendar to ne moti njunega bratskega sožitja. V čem je torej skrivnost kasaštva? Robert Hrovat. Kakšne lastnosti mora imeti voznik kasač? Voznik kasač mora imeti lastnosti, da se dobro jame s konjem. To je največja lastnost, da sta kot eno, da se zlijeta eno drugega, pa da ima te sposobnosti predvidevati, da je treba pognati štarta, kako zadržati med dirko in da je finiš, da lahko prideš do zmage. Kako se postane voznik kasač? Voznik kasač se postane s tem, da narediš licenco. Se pravi teoretični in praktični izpit in toliko ur vožnje pod nekim mentorstvom in seveda dirke. Veliko pa prej še veliko treninga, da postaneš dober voznik. Kako se vi pripravite na trening oziroma na tekmo? Jaz se pripravljam vsak dan s konjem na trening in tekmo. Tekmovalni konj se trenira vsak dan, ali to zima, pomlad, poletje, dež, sonce. Enkrat na teden konj počiva, enkrat na teden pa se reče temu hitrejša vožnja, intervalna vožnja za priprave za dirke. V nedeljo ste vozili 3 dirke. Ste vozili s svojimi konji ali z drugimi? Samo eno z mojimi, 2 sta bile pa s drugimi konji. Ljudje si predstavljamo, naprimer, Formulo 1, kako bi izgledalo to, pomeni, da ste presedlali naprimer s Ferrarija na McLarena in potem na Mercedesa. Ja, tako nekako je. Tistega konja, ki sam treniraš, točno veš, kakšen je, ko ti pa pripelje drugega konja, govorijo, da so to super konji, potem pa šele vidiš, da ni to, da so trenerji včasih tudi mečken se zmislili, da bi sebe zaščitili. Vedno napovedo rejec,
lastnik, voznik, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da rejec je tisti, ki je konja, ki se je pri njemu žrebil, se pravi rodil. Lastnik je tak, ki plačuje stroške za konja in vse trenerje, kovače, veterinarje. Voznik je pa tak, ki ga trenira večinoma ali pa da dirka iz njega. Kakšni so stroški? Stroški konja so približno 500 evrov. To vsebuje, se pravi, hrano, treninge steza, potem kovanje. Lahko se pa zgodi, da se kaj konj poškoduje, potem pride veterinar, kar se pa stroški takoj podvojijo ali pa potrojijo. Na derbiju ste zmagali vi, vaš brat, vaš oče. Kaj pomeni za kasača derbi? Derbi pomeni za kasača, da lahko samo enkrat v življenju dirka to dirko, ko napolni polnih 4 leta. Konj star 4 leta, se pravi dirka, mora se kvalificirati, mora biti dober v svoji generaciji, potem je še med temi 12, da si najboljši, je zelo težko. Tudi najboljši tekmovalci na svetu težko osvojijo derbi. Kaj pa nagrade? Kakšne so nagrade v vašem športu? Nagrade so izredno slabe. No. Zadnje čase, včasih so v bivši Jugoslaviji dobre nagrade, si s nagradam lahko kupil avto ali pa bilo kaj si pomagal sam sebi ali pa v družini. Zdaj pa so mizerne nagrade, zato ker nagrade ne grejo iz sklada za stave, ker stave še zdaj niso legalizirane pri nas v Sloveniji. Tako, samo recimo za primerjavo, pri nas derbi je recimo plačan 8.000 evrov prva nagrada, v Rimu, v Italiji pa 500.000 evrov prva nagrada. Koliko pa stane na primer en dober kasaški konj? Ja, vsak lastnik bi rekel čim več, a ne. Recimo, da je dober, vsaj 20.000 evrov. Čari pa več, so pa tudi dražji konji. Ne. Je pa v tej krizi konjem cena zelo padla. In koliko let lahko dirka en kasaški konj? Ja, kasaški konj začne z 2 leti, konča s 14 leti. Večinoma končajo pa prej, ker pridejo prej poškodbe. Tako, če do 10. leta zdrži, je kar zelo dobro. Koliko konj imate vi, oziroma za koliko konj skrbite in član katerega kasaškega kluba ste? Ja, trenutno jaz nimam nobenega konja, ima moj oče, pol brat. Skrbimo pa za 3 tekmovalne konje, sem pa član KD Krim. Tekmujete v Sloveniji in v tujini? Jaz tekmujem samo v Sloveniji, brat pa tudi v tujini. Oče pa pač je že malo starejši, pa je nehal ta šport, samo še on je glavni kovač, pa tudi trener. Ko ste omenili kovača, ali so v Sloveniji še poklic kovač? Ja, jaz mislim, da so. Jih je, no, sam so pa to, ne vem, če so to prav izučeni kovači, so se pa priučili, no. Tako da ne vem, če sploh še obstaja ta šola za kovače, je pa to zelo cenjeno pri nas in tudi zelo spoštovano delo in težko delo. Povejte mi, kakšen mora imeti človek, kasač, odnos do konja, kakšna je tukaj vez? Ja, odnos naj bi bil čim boljši, da se čim bolje ujameta, da si iz njemu kot eno, da sva prijatelja, tako rekoč, da se razumeva, da on mene spoštuje, jaz njega in v Boga on mene, tudi včasih pa tudi jaz njega. Ne. Konji so muhasti in to hočejo tudi včasih svoje imeti, pa včasih jim je treba popustiti, včasih pa ne. A se konj navadi samo na enega človeka ali na več? Ne, se lahko navadi na več. Če lepo delaš z njim, se lahko navadi na več. Če si pa pač tak, da ga pretepaš ali pa kaj, pa zelo hitro je zamirljiv in potem ne v Boga, ne v Boga samo določenega ali pa še tistega. Ne. Včasih kasači uporabljate tudi bič. Zakaj imate bič? Bič, ja, bič, Teli zaščitniki živali govorijo, da jih mučimo, pa to, čeprav bič je samo za spodbudo, udariš ga bore malo, tako da konj res nič ne čuti, tudi če po dirki pogledaš, se mu ne pozna nič, ta bič je to samo za spodbudo. Jaz celo skoraj nikoli ne pretepam konj, se mu dovolj, da ga vidi, pa se kaj že navajen, tako se ustraši in gre hitreje. Pa je pa še dosti drugih trikov, recimo mu zamašimo ušesa, ko prideš v finiš, potegneš iz ušes take zamaške in konj potegne, ker se ustraši ropota, to bolj. Imate kasači tudi kakšne posebne taktike?
Ja, taktike so zmeri, vsaki dirki so taktike. Zdaj, če je konj dobro štarter, da se pride na prvo pozicijo, če pač ni se postavi za druge konje, čakaš potem finiš. Je pa zmeri taktika ta, da priješ prvi na cilj. Letošnja sezona še ni končana, nekje na sredi. Kako bi ocenili vašo tekmovalno pot v letošnji sezoni oziroma kaj še načrtujete do konca? Načrtujemo še kakšno zmago, sezona pa ni letos prav preveč uspešna. Imamo eno dobro dvoletnico, ki se je pač poškodovala, smo veliko stavili na njo. Brat ima tudi enega dobrega troletnega konja. Jaz se pa še malo s tem starejšim ukvarjam, tako da upam, da bo do konca sezone boljša. Koliko dirk vas še čaka? Jaz mislim, da je še 10 približno v koledarskem, kolikor se bo zavleklo. No. Če bojo naredili še na decembra, potem mislim, da jih je še 11 tekmovalnih dni.